A ste nas pogrešali? Ne morem verjeti, da mene danes čaka že 27. ura vožnje. Res je, da sem se na začetku kar dosti sekiral, ampak mi je bilo z vsako uro lažje in danes bi lahko rekel, da sem že vsaj 80% bolj samozavesten. Veš, kako mi je dobro sodeluje? Tako drugače jaz to znam bolj speljevati, ampak danes je bil kriv ta klanč, presežem, da znam. Vaja dela mojstra in tudi s pomočjo Daretovih nasvetov mi gre vedno boljš. Verjetno se strinja z mano, da ne glede na to, kako uživamo v vožnji, so stresne situacije vedno prisotne. To je zelo pomembno, kako se v tistih situacijah odrežemo. No, zdaj pa mene zanima, kako vi uživate v vožnji. Katere so top 3 stvari, ki si jih ti pravite, da je res fajn, da imaš izpit za avto? Ker lahko grem kadarkoli, kamorkoli, brez da se rabim s kom usklajevati. Da bom neodvisna, da bom lahko prijatelje vozila okoli. Meni se avtomatsko dobiš malo več samostojnosti. Da si samostojna, po mojem je to tako najboljša stvar. Kaj bi pa rekla, odkar lahko voziš, da je bila najlepša situacija ali pa najlepši spomin, ki ga imaš? Ko sem šla z Matko pa kolegi do obale. A te bo kaj strah avtoceste? Ful. Pot na Nizozemsko. Wow. Ja. Koliko je bilo pa dolga? 15 ur. Res si spomnim pesam, da bom že pripravljen, da bom vozil 15 ur. Z avtodomom. Avtodom. Tako da avtodom, če imaš avtodom, si super. Kako bi pa rekla, da na lestvici od 1 do 10 uživaš v vožnji? Če je zunaj bolj stresno ali pa ne vem, tako, da ljudje hodijo vmes, pa je malo bolj strah, tako da malo manj, ampak drugače pa rada vozim, tako da bi rekla kar 9. Mogoče sem štartala tako 7, Aha. bi rekla 10 od 10. Oh, wow, a res? Ja. Can't relate. Ok, če sem sam, zelo. Če pa si z ljudmi, ki so boječi okolice, pol je pa mogoče malo bolj stresno, ampak sej se tudi to z leti prvačiš, Ja. tako da je good. Kako pa izgleda tvoj idealen sopotnik? Najboljši sopotnik je skozi za zanimive pogovore, torej o čudnih stvareh, ki niso normalne. Moja sestra zna perfektno navigirati, ampak vedno se najbolj zadebatirava in takrat niti ne raba glasbe. Moja cura, na primer, če je kakšen friend, da sedi, da je zavezan in da naj mi ne sere glede muzike in to. Ker mi ne teži, mi ne pada v besedo in mi pusti, da predvajam, kar hočem. Naprimer, moj najbolj idealen sopotnik v avtu je zavarovanje mladi voznik, ker se ob njemu zelo varnega počutim. Ponuja mi same pluse, ful je dobro, ker ga lahko daš v katerikoli avto, kadarkoli in bo poskrbel zate, tako da lahko ti na ta stres odmisliš. No, katere situacije pa te pri vožnji najbolj stresno? Parkiranje. Težke razmere na cesti, kot ful dež ali pa sonce ali pa ljudje, ki si pomagajo, ne vem, ful če zbere na cesto, ko sem res ful spravna, radio dam tiši, da me ne moti ali pa kaj. Je nekdo pred mano počasen, ko je večja omejitev in to me zelo stresira, ker rada hitro vozim. 3-krat vdihnem, tako kot je moj psihiater rekel. Oh, wow! Razne budale, ki so na cestah, ki vozijo, kakšni Italijani in to, ki naredijo par onih voženj, ki imajo. Kako pa misliš, da se soočaš s tem stresom? Po mojem bi pač samo se zgledal po teh budalah, pa bi dal gas in... Ne. Najbolj zna biti včasih stresno tam, ko ni nič, pa imaš feeling, da ni nič, pa pol pride neki. Ja. Ampak a si mogoče imela kdaj kakšno slabo izkušnjo med tem, ko si vozila? Ne, zaenkrat še nič. A res, tudi tako drznega avta, nič? Ne. Ker sem stala na eni rdeči luči in se je avto zadnji pač zabil mi v zadnji del avta. Si rabila kaj plačati? Ne, jaz ne, je bil pa pač on odgovoren, a ne. Drugače je ful dobro, če si kdaj v taki situaciji, da ima zavarovanje mladi voznik, zaradi tega, ker potem tudi oni krijejo vsa ta nujna doplačila in je ful fajn. Enega sem po nesreč dala napačen bencin noter. No, s čim mi pa rekel, da te lahko drugi vozniki in pa pešci spravijo dobro voljo? Da rečejo, da imam lep avto. Fair. Ko sem še vozila z inštruktorjem, sem enkrat eno detko ustavila in je videl, da sem bila še v tej avtošoli in jaz sem tako najbolj pokazala. Ja, ful dobro. Ja, včasih, če me kdo spusti, če kakšen pešec mi pomaha, ko sem ga spustil. Ja. Te spusti naprej, ali pa če jaz koga spustim naprej, to me ful razveseli. No, se zdaj me pa lik zanima, kaj pa ti narediš, da druge spravaš v dobro voljo? Isto, pač dam roko ali pa se nasmejem. Ja. A rada spuščaš naprej ljudi ali si tako gun odvisen, koliko je kdo lušten? Drugač. Pa oni, ki vidim, da hiti, da je v neki časovni stiski, se omaknu, pedi lepo naprej, jaz sem lagano in to je to. Se mi zdi, da je tako ful dobro, če pomahaš komu, daš nekomu to neko pozitivno energijo nazaj, se mi zdi, da je to ful good. Ful dobro.
stresno, pa greva. Maja, si že kaj lačen? Jaz bi pa ene maknakce, pa nujno sladko kislo mako, pa eno čilju mako, pa kečap. Jaz sem ful to makce. Hvala. Wow. Super. A plača tisti, ki je starejši? Kako ti gre zdaj, a? Kaj misliš, kakšne so občutki? Jaz imam tako občutek, da sem začel ful dober, potem sem pa rečemo naredil 3/4 vsega, kar je bilo za narediti, kar sem se lahko naučil. Zdaj imam pa občutek, da gre mi slabš, namesto da bi mi šlo boljš. Prva prioriteta, prvi maknakci, pa ti pa povem, čakaj. Kaj pa, če bi ti držal meni makco? Evo. Vidiš, kako mi je dobro sodelujeva? Vidiš, kaj vse naredim zate, samo da ti narediš ta izpit. V glavnem, kaj mene stresira? Porej o temu, da je v Ljubljani toliko enih prehodov za pešce in jaz sem celo vožnjo samo pozoren na to, da ne bom kjer ga povozil, da mi ne bo kdo skočil pred avto, da pa enostavno pozabim biti pozoren še na vseh 100 drugih stvari in toliko merikati samo na te pešce je utrujajoče. Že 3-krat se mi je zgodilo, da mi je nekdo skočil pred avto, ker ga pač jaz nisem videl in to me ful stresira. Dobro, gledaj okrog sebe. Ni to dobro, glej, to je brez veze. Čak, ja, to pa sploh nisem videl. A nisi ti smel, kao nisi videl? Ja. Na stvari, na katere sem zdaj kot voznik bolj pozoren, na katere kot pešec prej nisem pomislil, so sami pešci. Res jih je veliko, povsod so, zelo so nepredvidljivi. Večja mesta so, več prometa je, več pešcev, več kolesarjev, skirojev. Vsega tega imaš, to se boš navadil. Ponovadi mi je najtežji prvih 5 minut, prvih 500 metrov. Nož. Evo ga. Problem je temu, da jaz vem, da lahko vozim brez, da mi trkuje avto in potem, ko mi trkne enkrat, ok, kaj se je zgodilo in potem, ko mi trkne dvakrat, zapored si že kar živčen rataš, a ne? Se pravi, takrat, če ti se karkoli zgodi, sam mirno kri, požgeš ga, čist mirno, to je sekundica, brez panike. To se lahko vsakому zgodi, lahko pa še kakšnega, ki ima 20-30 let izpit, pa mu se ugasne avto. Ajde, malo gasa, da ujamaš, tako, še, noto čakaš, krpet. Ja, v zadnji oddaji sem jaz res imel problemov 60 na uro, sem pa že takrat porajal, da vsakič, ko jaz zapeljem 60 na uro, mi je drugi že, ne vem, 50% lažji. Se pravi, rekla sva avtocesta, ne? In zdaj boš ti gledal neke table, če so, še gas, tako, tretja. Se pravi, ja, eden izmed največjih strahov je bila definitivno tudi avtocesta, spomnim se tiste prve vožnje, skoraj da dihati nisem mogel, ampak sem res porajal, da z vajo pa s ponavljanjem je bilo res vsakeč lažji. Ne, da bi rekel, da vaja dela mojstra, ampak vaja gradi samozavest. V bistvu posod vedno, ko greš ti na avtocesto in ko imaš te ovinke, ne, se pravi, takole, ko gre ovinki, je znak 40, več ali manj vsaj 90%. Boš imel omejitev 40. Prva stvar, pospeševalni pas. Ne? Se pravi, sama beseda pospeševalni pas pomeni, da nekaj moramo pospeševati. Dajemo gas, vmes opazujemo notranje zunanje ogledalo, izkoristimo pas čim več, se pravi do konca nekje, pogledamo še ta mrtvi kot, čisto rahlo, roke morajo biti mehke in lepo zamenjamo, pač se vključimo not. Lej, ampak kaj je tudi fora? Mi se čisto skozi pogovarjava, kaj je meni stresno, pa jaz sem tebi že čisto vse zaupal. Nikoli pa nisem jaz tebe vprašal, kaj pa je tebi mogoče stresno med vožnjo. Nekih takih stvari se ne spomnim. Vem, da je bilo tudi bočno parkiranje pa klanci. To sem imel na začetku neki strah. Za bočno parkiranje to je ena taka zadeva, ki se pač dosti ljudi boji tega parkiranja, zato ker misli, da ne vem kaj, pa v bistvu ni nič takega posebnega. Se pravi, prva stvar je, da se pravilno postavimo. Prav, da nismo predaleč, da nismo tudi preblizu avta. To je nič, to bo zadeva avto. Zdaj še enkrat se postav. Ampak lepo, da smo mogoče mečkam bolj odzad in potem je dosti lažje. Ženske ne znajo bočno parkirati, je to mit ali resnica? Pa to je bolj mit. Se pravi, one se bolj prestrašijo tega, sploh preden so začele to probati parkirati. Ne? Se pravi, tako da mislim, da je to bolj mit. In gremo gor na koncu, boš pa speval s pomočjo rož. Stvar je v tem, da ko sem se na začetku tega začel učiti, mi je šlo dobro, ampak ta klanc je bil nikakav. Tako drugače jaz to znam bolj speljevati, ampak danes je bil kriv ta klanc, presežem, da znam. Torej, ustavimo se, prva prestava, zategnemo ročno, najdemo točko prijema, se pravi, kakor da se zadnji konc avta mečkan useda. Ne? Tam nogo držimo lepo na tisti točki, spustimo ročno, dodajemo gas in čisto počasi sklopko potem spuščamo naprej in gremo. Včasih me je mogoče strah, ja, lih to, kar si mi prej razlagal, da so drugi živčni zaradi tega, kar se jaz še učim.
Dobro, to odmisliš, lej. Ti zdaj delaš izpit, imaš tablo gor, pač. A bi jaz lahko tablo obdržal, tudi pojď, ker jaz naredim izpit? Bomo ti zrihtali eno papirno. No, daj mi eno mi zrihti. Tri lastnosti dobrega voznika se pravi je dobro opazovanje, predvidevanje stvari, pa neka taka mirnost v vožnji. Zame je dober voznik nekdo, ki ima varnostno razdaljo, tisti, ki uporablja žmigovec, tisti, ki razume druge udeležence v prometu. Smo Slovenci takrat dobri vozniki. Doma niti ne toliko, bolj so dobri v tujini, da se bojijo kazni. Kakšen voznik si jaz želim biti? Upam, da dober, upam, da varen, definiziven. Ja, samozavesten. Kako zdaj gledam nase naprej, pa zdaj bi rekel definitivno, da sem ponosen nase, da sem se tega lotil. To sem že velikokrat povedal, ampak jaz ne vem, če sem že kdaj v življenju toliko izstone obdobja. Je pa res, da sem zdaj rešil tiste probleme, rešil tiste skrbi, sam so pa zdaj ratale nove skrbi in pač dokler jaz ne bom naredil izpita za avto, jaz miren ne bom. V bistvu zdaj te neke vaje smo mi dali vse skozi. Zdaj mora to samo še utrditi, se pravi ponavljati te zadeve, da dobi neko samozavest in da je normalno pri tem samostojen. A po dnevu sanjam na dan, ko bom enkrat imel izpit za avto? Absolutno. O tem razmišljam vsakič, ko se usedem na avtobus. O tem razmišljam vsakič, ko je sonček zunaj in vem, da bi zdaj lahko bil na morju, če bi imel izpit za avto. Ker jaz sem si rekel, ko bom jaz imel izpit za avto, jaz bom sam šel. Kaj, jaz predlagam, da pogledava, kaj se v tej vrečki še skriva. Ok, ta burger je lahko tvoj. Jaz bom pa še malo tega. Ok, folk, zdaj gre pa počas zares, ker je naslednjič D-Day, ker me čaka glavna vožnja. Sem prepričan vase, sem samozavesten, ampak zraven pa še vedno realističen, ker vem, da gre lahko veliko stvari narobe. Ampak o tem zdaj ne bom razmišljal. Tako da, zaželjte mi srečo, držite pesti in spremljate naš drugi kanal, ker kmalu pride finalna oddaja.